Se pa bo pačevo ostalo, že to nekaj stavlja. Samo raš, čiste se ne razpravlja. Kar se planica bliže, kar se planica bliže, bolje poskoče. Čisto rdečo. Ja, šlo je. Boja še kodno, nisi dihne. Je tanka, če pozitivno rade deluje. No, ja. Recimo na občni zbor, to je že razila, ne sem z enega, da nas je več nekaj, in še ni nič prvi padlo, da Prelo, stoj, na levo, na desno, prosto. Na dvig zastave, pozdrav! No! Na mestu, prosto. Ne vem, v zimskem času je verjetno manj prijetna ta zadeva, pravilo, ampak če imamo tako vreme, kot je danes, mislim, da ni težko. Jaz sem vesel, da se lahko vsako leto zberemo ob tej in oni drugi priliki. Kajti, s tem izrazimo spomin ne samo na našo zastavo, ampak na stvaritev naše države. Sami se spomnimo tistih predbožičnih časov leta 90. 23. decembra je bil referendum. Jasno je bilo že prej, kakšna bo volja. Samo dejansko je bila volja z ogromno večino potrjena, kar je navdajalo nas Slovence z izrednim ponosom. In tako je na današnji dan, torej 26. sicer leta 90, nastal praznik, ki se sedaj imenuje Dan
samostojnosti in enotnosti. Enotnost je bila dodana nekoliko kasneje, zaradi tega, ker je dejansko bila izražena izredna enotnost v tej priliki. Nažalost, smo Slovenci taki, da nas mora kaj udariti po glavi, a kjerkoli druge, da se res družimo, da pokažemo zobe, da smo enotni. Upajmo, da bomo enotni kljub tem prilikam, ki jih ne bi radi še enkrat doživeli. Vedeti pa moramo, da naša država kljub starosti dobrih 25 let, kot je zdaj pravimo, je sicer polnoletna, a nažalost še ne dozorela popolnoma. Je pa tudi res, da 25 let ni izrazito dolga doba. Pri nas je poleg državnosti, državotvornosti nastala še druga situacija, menjal se je družbeni red. Prej smo živeli v nekakšnem socialističnem zavetju in smo takoj padli v kremplje neoliberalizma in kapitalizma. Jasno, prehod ni bil enostaven, ampak mislim, da stvari kljub temu, da niso še utečene, da niso idealne, gredo na bolje. Ne bi ponavljal naših vladnikov, ki pravijo, da nam gre sorazmerno dobro. Ja, ne gre nam slabo. Samo, če pogledamo celoto, mislim, da vseeno bi nam šlo veliko bolje. Če bo potrebno, smo mi eni izmed tistih, ki bomo verjetno prvi strnili vrste oziroma stopili v bran ne sami demokraciji, kot jo imamo zdaj, ampak nekje v bran pravici, kajti vsak človek ima v sebi nekje občutek pravičnosti. Nekateri ga malce potlačijo, nekateri ga pa kar pohodijo. Je pa treba vedeti, da pravičnost in s tem del sociale je del človečnosti, kajti brez tega človeštvo ne bi obstajalo. Kar razumite, kako je, če imamo tistih nekaj procentov ljudi, ki imajo veliko več kapitala kot vsi ostali skupaj. To je zelo žalostno, da je tak svet. Upajmo, da se bo počasi le spremenil. Tudi v letu in letih, ki nas sicer obdajajo, oziroma ki so bili pred nami, smo doživeli marsikaj. Val begunstva iz podsaharske Afrike, iz evroazijskih držav. Ampak vedeti moramo, da ta begunstvo ni samo po sebi umevno. Del begunstva je migrantstvo, del begunstva je pa pravo begunstvo. Migrantstvo gre za boljšim dohodkom, boljšimi plačami, to so predvsem tisti migranti iz podsaharske Afrike, iz tistih revnih držav. Dočim z teh držav, Severne Afrike, Libija, Tunis, potem ta del vzhodne arabske države. Te države pa so imele pač svojo pomlad, svojo revolucijo in predvsem tem se je največ umešavala najmočnejša sila na svetu, Združene države Amerike. Ne bi rad kritiziral, sam dejstvo je, da oni z izvozom svojega občutka za demokracijo kvarijo svet. Kajti njihov občutek, njihova volja za demokracijo je skoraj vedno podkrepljena z egoizmom oziroma sklepenjem po bogastvu, po raznih materialnih dobrinah, ki se tam nahajajo. Zato tudi, ne vem, ali bi priznam rad ali ne, jaz sem bil enih redkih takrat, ko smo glasovali proti naši državi, vendar vstopitev v zvezo NATO. Ne vem, nisem imel osebno dobrega občutka, pa tudi zdaj ga nimam. Kajti, kaj se dogaja? Naša vojska, ki je naš nekje obramben sistem, je zelo krhka. Smo sicer v sistemu NATO, to drži. Samo enostavno, mi se moramo v celoti podrejati NATO. Vse vodstvo, vodilna struktura mora obvladati angleški jezik, da je prilagodljiv na strukturo NATO, kar je sicer razumljivo, tako da se malo manj kot poveljuje že v tujem jeziku naši vojski. Pa smo se tako zmrdovali pred letom 90,
ko smo morali v teritorijalni obrambi poveljevati, oziroma še prej, na začetku, ko smo poveljali v srbo-hrvaškem jeziku. Takrat smo se že nekateri postavili po robu in smo uporabljali nekakšen slovenski jezik. Kasneje so tudi pravila išla in smo se držali tega. Kajti, če smo na svojem ozemlju, govorimo slovensko, brez govora, brez lastnega jezika, ni narode. Ni naroda, ker enostavno ne more izražati svoje zavesti. Lahko živiš v svetu druge, ampak po srcu si vedno to, kar si, kar čutiš, da si Slovenec. In mislim, da kljub temu vsem tegobam na svetu je lepo biti Slovenec. Saj jaz, pa tudi mislim, da večina vas, ki ste danes tukaj, ste ponosni, da to ste. Ostanimo še naprej ponosni Slovenci, ljubimo, kolikor nam srce dopušča svojo državo, bodimo ponosni, ne samo takrat, ko se v Planici ali kje drugje dviga naša zastava, bodimo vedno ponosni, ko jo zagledamo, kajti to je del nas, to je naš simbol. Obenem vam pa želim prijetne praznike, ki so pred vami, pa želim, da bi ubrali poti take, ki vam najbolj ustrezajo, dobre poti, in da bi v sebi in drugih našli del tistega, kar je najboljše. Srečno 2017 in čestitam vam ob našem prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti. Sedaj bi vas pa še povabil na slavnostni koncert godbe. Kot običajno se bomo 5 minut do 7 ure ali pa do 19. zbrali pred halo komunalnega centra in bomo enotno odšli v dvorano. Na desni strani nas čakajo dve vrsti, nekaj sedežev je s narodnimi nošami sicer že zasedenih, samo tam imamo mi prostor, da se usedemo. Po končanem koncertu, ki je kakorkoli vzamem, lahko rečem lepo dolg ali pa zelo dolg, ponovadi kar uro pa pol do 2, pa se dobimo na standardni lokaciji, torej vsi ste povabljeni v gostilno Jugan, ker nas bodo že veselo pričakovali, da se malce podružimo pred novim letom, povemo še kakšno iskrivo, to je pa to. Lep večer še naprej. Hvala. Da vse velja. Predvsem pa za prekoščake. Vidno! V koloni po eden naprej. Ostale pa. Prosto.